Gospod, tudi vaš pogled, 800 milijard evrov v striktno vojaške namene, ker vemo, da tudi naprimer multiplikativni faktor v vojaške investicije je zelo nizek, ne, in deluje antisocialno. Gotovo, ampak treba je upoštevati še en vidik, ne, v razmerah, kakršne so, ki so tudi razmere neke vrste ekonomskega zastoja v Evropski uniji. Ne. Evropska unija ne raste, se ne razvija tako, kot bi bilo treba. Ne. V takih razmerah je ideja oboroževanja zapeljiva, ker ustvari vtis, ne, da se bo povečal bruto družbeni proizvod s pomočjo investiranja v oboroževanje, ki bo tudi sicer nujno potrebno zaradi varnostne situacije. Ne. In ta logika je po mojem mnenju potencialno zelo nevarna in ni pretiravanje, če bi se reklo, gledajte, Prva svetovna vojna se je začela takrat, ko so v Nemčiji izglasovali pravico do zadolževanja za vlado. Ne? To so pravi vojni krediti, ne? Ki so omogočili, da so se vlade... Ko so socialdemokrati Socialdemokrati so glasovali takrat za vojne kredite, ne? In so na ta način omogočili neko iluzijo, da je pravzaprav z oboroževanjem, z vojaško akcijo možno doseči neke skupne velike cilje. Ne? Jaz ne mislim, da smo danes v identični nevarnosti, ampak prav je, da se spomnimo na take zgodovinske trenutke in da seveda vemo, da to ni tako nedolžno. Ne? Posebej še, ker je seveda en del gospodarstva prav gotovo zainteresiran, da se ukinejo tudi vse te omejitve za zadolževanje, da se več državnega denarja nameni za določene industrije, kot je avtomobilska, ki je sicer v težavah, pa bi lahko en del svojih težav rešila z večjim vlaganjem v vojaško proizvodnjo in podobno. Ne? Skratka, imamo eno situacijo, ki dodaja k problemu in ustvarja dodatno zmešnjavo in otežuje pot do miru. Z tega stališča je seveda zanimivo gledanje Angele Merkel, ki je bila takrat leta 2008, ne, ko je NATO v Bukarešti sprejel tisti kompromisni sklep, ne, Ukrajina in Gruzija bosta nekoč članici NATO. Ne. Tisto je seveda bil sklep, ki je izgledal, da je kar v redu napisan, ker se to tako ali tako ne bo nikoli zgodilo. Ne? Ampak pomagal je ustvariti razmere, v katerih smo zdaj in v katerih je treba iskati pot do miru in mislim, da je njena intervencija v tem trenutku zelo dobrodošla. Njena opozorila so dobrodošla. Ne? Spomnimo se, Angela Merkel je bila glavna, rekel bi, advokatka, odvetnica ideje o tej zavori za zadolževanje Schuldenbremse, ne, v tistem času, ki smo jo vsi sprejeli v Evropski uniji. Zdaj se od tega odstopa in pravi, da tudi ona opozori, čakajte, ne, treba vendarle poiskati pot do miru. Lahko še nekaj k temu vprašanju. Torej, postavljanju vprašanja, ki se ga ne postavlja, torej teh 800 milijonov, ne, a je to namenjeno samo nakupu orožja ali, kot sem rekel prej, krepiti obrambne sposobnosti Unije kot celote in posameznih držav. Recimo v Sloveniji vprašanje, recimo, ali je usposabljanje državljanov za krepitev obrambne in varnostne kulture, ki je praktično skoraj da ni, sestavni del teh prizadevanj. Ste tank brez človeka, tudi puška brez človeka ni nič. Ne. Skratka, ne, mi preprosto državljanov in državljank nismo ves čas usposabljali za to, kar je nekoč bilo in nam je tudi leta 1991 pomagalo, se pravi, teritorialno obrambo. Ne mislim, da gre to za militarizacijo, da me ne bi narobe razumeli, ampak neka osnovna znanja, kako se uporablja orožje, kako se pomaga človeku v vojni, ki je ranjen, kako je potrebno obvladovati življenje ljudi v zakloniščih in tako naprej. Ne, to spada k temu, kad jaz bi rekel, k državljanski vzgoji in krepitvi državljanske zavesti. Ker kaj je najbolj zanesljiv branik, bi rekel, suverenosti neke države? Ne? Usposobljen, motiviran človek,
ki je prepričan, da ve, zakaj je neko skupnost, se pravi državo, potrebno boriti. Če tega leta 1991 ne bi bilo, se tudi pri nas stvari ne bi tako išle, kot so se išle. In ni treba vsega, kar je bilo, vreči v koš, kakor da je to stvar preteklosti, ker nas preteklost dostikrat tudi dohiteva in nas ta situacija zdaj pravzaprav dohiteva s tistim, kar smo opustili, ali ne mislim, da je možno tako prekopirati, kar je bilo tudi na sedanji čas. Sedanji čas pač zahteva neko modernizacijo ali premislek o tistem, ampak popolnoma pozabiti na tisto, pa se mi v tem trenutku ne zdi pametno in zato tudi to vprašanje, čemu je namenjenih teh 800 milijonov. Čemu je namenjen? Ja, tudi Slovenija se je zavezala na vrhu NATO pred, mislim, 10 leti, 11, k 2% trošenju za BDP. Zdaj so na mizi že višji odstotki, 3, 5 in tako naprej. Ne? Ampak gospod Kučan je upozoril na to obrambno kapaciteto, ne, ki je enostavno ne dobiš, ne, pa dvigneš obrambni proračun celo na 5%. Se strinjate, da to ni izključno prava in edina možna pot? No, gledajte, nikoli ni dobro vse skupaj reducirati na odstotke. Ne? Treba videti, kaj je znotraj teh odstotkov. In seveda tu po eni strani obstajajo v okviru NATO precej resne analize, kaj mora biti manjka, kaj so tiste investicije, ki so potrebne. En del teh odločitev pa je prepuščen država. Ne? Danes sem v vašem časopisu prebral zelo zanimiv predlog, mislim, da ga je napisal Bojan Grubovšek, ki pravi, da bi Slovenija v tem okviru lahko odkupila letališče Brnik, ki zdaj ni v njeni lasti. Ne? In bi to prijavila kot del svoje obrambne pripravljenosti oziroma usposabljanja za obrambne potrebe. Ne? Ker država, kot suverena država, je že prav, da ima tudi najpomembnejše letališče v svoji lasti. Ne? Vemo, o tem je možno razpravljati in lahko so tudi precej drugačna mnenja. Ne želim, da se ta razprava, ko bi rekel, poglablja. Ampak je glavno opozorilo je pa na mestu. Ne? Tu je treba res pokazati resno sposobnost, da ugotovimo, kaj pravzaprav krepi obrambno moč neke države. Ne? Kot je predsednik Kučan že povedal, ne? Naša obrambna moč v času osamosvajanja ni bila v večji ognjeni moči artilerije in oklepnikov, ne? Ampak je bila v odločni volji ljudi in usposobljenosti teritorialne obrambe, usposobljenosti policije, podpore, ki je prebivalstvo tako rekoč 100% zagotavljalo tej pripravljenosti. Ne? In to je dalo rezultate. Ne? Hkrati, seveda spet v duhu tega, da treba razumeti tudi nasprotno stran, smo lahko videli, da volja na nasprotni strani ni bila tako močna, kot je sprva izgledalo. Ne? Se ugotovilo, da se je tam hitro sesul ta bojeviti naklep, ne? In Slovenija se je rešila jugoslovanske armade zelo hitro, ne, že oktobra je zadnji vojak zapustil Slovenijo. Ne, in mislim, da bi tisti datum lahko bil pri nas bolj v spredju, ker je pokazal, kaj lahko doseže ena taka enotna, močna volja in usposobljenost na ključnih točkah. Vse to je bilo vključno z pogajanji, ki jih je takrat izjemno uspešno vodil gospod Bogataj, kot se spomnimo, ne, ki je bil za to vrstna pogajanja in za ta rezultat tudi izvrstno usposobljen. Tudi njegov prispevek je bil del te usposobljenosti Slovenije. Slovenija se je znala tudi pogajati, ne, na vrhunski politični ravni in potem na tehnično-vojaški ravni na tak način, da se je znebila nevarnosti v rekordnem času. Ne, to je bil velik dosežek. In zdaj se moramo spomniti vseh teh naših izkušenj. Z našo lastno situacijo, z vojnami na terenu bivše Jugoslavije in iz te izkušnje nekako distilirati eno modrost za naprej. Te razprave zaenkrat še nima. Je ne opažamo, ne? Je zelo zreducirana samo zgolj na tehnične vidike, in samo na odstotke. Ja, gotovo, ne? Je to, se treba spomniti času. Takrat je bila tudi politična enotnost, ne? Tudi lider opozicije je stal na teh pozicijah ljudske obrambe in tako naprej.
in stvari so se politično spremenile. No, gledajte, zdaj je v mnogih pogledih seveda situacija drugačna in je težja, ampak mi moramo za naše razumevanje iz naše izkušnje, naših neposrednih, rekel bi, aktivnosti v preteklosti razbrati prave vsebine. Tega še nismo naredili. Zdaj mislim, da ravnanje precej instinktivno, precej po instinktu, češ mi moramo biti na strani tega, ki ga imamo za žrtev, pa tudi nekatere instinktivne reakcije se mi zdijo smiselne, recimo, ko pravi sedanji predsednik vlade, ja, mi smo za to, da se naredi ena operacija, ampak mora imeti resolucijo Varnostnega sveta. Potem se doseže legitimnost kakršnekoli aktivnosti za naprej. In seveda, če bodo ti mirovni poskusi, ki jih zdaj gledamo, dali en umestni rezultat, bi že bilo prav, da to potem podpre tudi Varnostni svet in omogoči nadaljnje korake.